2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, to ti reporter Milan, sem ponovno na sledi ene zgodbe in sicer prihodnje leto v aprilu bo ponovno državno prvenstvo v ponašanju jelenjega ruka, no že zdaj pa potekajo izbirne tekme po lovskih družinah in zato sem pri eni od lovskih družin tukaj na Štajerskem in z mano je starešina, ki pa je prosil, da ga nazivam z njegovim lovskim imenom Medo. Torej Medo, dober dan, pok pok. Pok pok, kaj si jagen? Ja. Dobro, pok pok. Torej, oponašanje jelenjega ruka. Dobro, da zdaj na začetku neke nejasnosti in različno gledanje na to veščino razjasnimo. To je v bistvu najbolj plemenita stvar, ki jo lahko lovec dela. Ker videti v živo jelena med rukanjem je nekaj neopisnega in nekaj veličastnega. Tako da vsi tisti, ki se norčujejo z tega in niso lovci, naj pač vzamejo to na znanje. Ne? Dobro, in vi ste ne nazadnje, kar se tiče oponašanja jelenjega ruka, torej lovec z številnimi uspehi. Dobro, zdaj sam sebe hvaliti, ker pač si niste dovolj prebrali pa pogledali. Jaz v bistvu ne smem več tekmovati. Tak sem bil dober, pa niti mi ni. Ker sem bil skozi od 1 do 5, v glavnem od 1 do 3, v glavnem prvi. Naj imajo mladi zdaj to šanso, jaz se z drugimi stvarmi tu v lovski družini ukvarjam. Je pa zdaj, ko so izbirna tekmovanja, to izredno pomembno tudi za našo lovsko družino. Mi imamo enega mladega favorita. No pa bi vseeno, ker vidim, da imate aparaturo v rokah, dejansko, no, ta oponašalnik, v bistvu jelenjega ruka, če bi lahko malo pokazali, vaš šampionski ruk, recimo. Dobro, gledajte, to imam v roki, da opišem. To je v bistvu cev, ki je na sredini deljena, ne? In s tem, ko ti kot pri pozavni to premikaš, tudi intonacijo premikaš, ne? Ampak v osnovi se moraš najprej osnovnega ruka naučiti, da bi pol lahko variacije delo, ne? Te pa prosim, če lahko Medo. Res zelo na kratko, ker zdaj nisem jaz tu pomemben, ne? To je stari jelen. Ja, super. No, govorili ste o mladem šampionu? Ja, to pa je Karli, on je tudi ima nekaj tekmovanj že za sabo. Zdaj na zadnje v jeseni smo bila v Gamlicu, v enem šotoru, kjer je bilo pač, bom rekel, glasbeno-rukarska prireditev in je on kot gost, kot mlada moč nastopil in je naredil taki rusvaj, da smo v bistvu mogla zapustiti šotor, tak je bil dober. Moraš vedeti, da so tam lokalne ženske totalno trokn prišle po njegovem nastopu, 2-minutnem rokanja. Pa je bil fojht vse povsod, ne. In mi dva tudi, ko smo se vozila pol z Gamlica, je 6 košut, to je bilo kilometer v stran, ampak to se čuje, ker je bilo zvočenje, ne. Stalo ob cesti pa so z belimi ritmi migale, ne. Jeleno pa ni bilo, ker so bili ljubosumni. V glavnem dober je mali. No pa če bi Karli, potem kar prosim, zdravo Karli, ja? Pok pok. Pok pok, zdravo. Srec Medo, lahko? Daj no hitro, veš, da imamo delo. To pa ne vem, če je jelen. Kaj da delaš ti? Upevam se zdaj najprej, ker imam zdaj na enem dogodku, imam freestyle. Pusti ti style, daj ti rukanje, to kaj znaš. Kaj mi slona, no ti šiš, kje je slon pri nas? Dobro, kaj si zmešan? Je to pa delfin menda, ne? To pa je delfin, ja, bravo. Včeraj mi je doma moja rekla, kaj bi bil moj delfinček, ne, pa veš, da sem takoj skapiral, ne, pa to takoj naštudiral, drugačak ne za voha dobo. Daj ne se zabavaj, pa daj Jelena, no. To pa je pav, ne? Dobro, kaj sta vija zmejena, dobro prekini. Nikam ne šel. Pav je toliko razpre svoj rep, ne pa, če se oglašujem. Ja, vredo je. Dobro, veliko sreče, Karli, hvala lepa Medo, do naslednjič ne pozabite, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.